Hello! Evo, mislim, da smo v živo. En lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Tale skupina me prav danes je rekla: "Pridi sem." V bistvu mi že 2 dni govori, naj pridem sem. In ja, sicer sem o teh orodjih že velikokrat govorila, ampak zdaj je spet čas, da spet damo to na turbo. In sicer, prvo kot prvo, če imate kakršnekoli, simptome v smislu kašljanja, da vas praska po grlu, karkoli, namesto da greste v zaključek: "Oh, shit, zdaj imam pa korono," ali pa ne vem kaj, komu to pripada? Živjo, Zdenka. Pa vsi, ki ste se zdajle priključili. Torej, komu to pripada, in parkrat boste vprašali, komu to pripada, in bo ta zadeva izginila, okej? Ker pol vsepovsod, kjer zaznavate druge ljudi, ki so ali se zboleli ali, so prav tako nekaj zaznali od nekoga in so si skreirali neko bolezen, in zdajle pač veliko teh, pač neka prehladna obolenja. A res, jaz tudi tako, če mi mitkanje iz nosa teče, se vprašam tako, komu to pripada, in tako čez par sekund mi ne teče več iz nosa. In se morate prav ujeti se morate, a ne, in da ne padate v pač v te, resničnosti drugih ljudi. Torej tudi vsepovsod, kjer zdravite ljudi na kakršenkoli način, kjer vlečete, te neke bolezenske simptome iz drugih ljudi, in si pol sami sebi kreirate, bolezen, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti krat zilijon? Melita, Sladjana, Biljana, Nada, koliko je lahko še boljše kot to? Evo, torej vsepovsod, kjer koga zdravite, a ne, ker veliko od nas oziroma več ali manj vsi imamo neke sposobnosti zdravljenja, ki se jih več ali manj si jih ne priznavate, a ne, in če se jih ne priznavamo, pol smo pod vplivom tega. Torej kar jemljemo stvari iz nekoga, zaznavamo njegove stvari in pol rečemo: jaz sem zdaj imam pa jaz tudi to," a ne. Tako da, komu to pripada na turbo. Pol sem dala, naslov tega videa je Ustvarjanje lahkotnosti v okolju, polnem laži, a ne. Torej, dajte zdaj tudi ful turbo uporabljati to orodje, lahko težko. Torej, če nekaj povzroči, da se ob tem počutite lahkotno, to je vaša resnica. Če nekaj povzroči, da ko gledate, ste pol ful še bolj tako težki, ja, to ni vaša resnica, okej? In na tak način spremljajte vse. Ker namreč, zdaj res, mislim, glede na to vse, vse te informacije, vse to je pravzaprav, mislim, saj ne veš več, komu bi verjel, a ne, in najboljše, da začnete verjeti samim sebi. Torej, lahko, težko, vi kot bitje imate zavedanje tega, kaj je lahkotno, oziroma če nekaj gledate in se v tem to povzroči, da ste bolj lahkotni, pol, to je bila vaša resnica. Če se pol pod nečem, ko gledate, počutite težko ali pa tako, pri določenih delih lahkotno, pri drugih težko, ali tam, ko se težko počutite, to ni vaša resnica, okej? Drugo je, tisto, kar je pa tam, kar pa težko, a ne, pa ni vaša resnica. Živjo, Milena. Pol naslednja stvar. Torej laži, a ne, laži so ful take težke in tudi če mi delujemo iz laži, postanemo taki težki, okorni. In, ena stvar, ki jo lahko naredite, tudi te raznorazne občutke, ki jih imate, neke teže pa to lahko naredite, torej greste v ta občutek in ga naredite neskončnega, ga razširite, ga naredite večjega kot vesolje, in če je to laž, če delujete iz neke laži, se to razblini. Tako da dajmo zdajle, tisti, ki ste tukaj gor, vzeti nekaj recimo, nekaj, kar vas zdajle skrbi. Ali pa neko težo ali pa karkoli zaznavate. Okej, imate? Zdaj pa to naredite neskončno, večje kot vesolje, in ko to rečemo, vi to že naredite. In samo poglejte, kaj se bo zdaj s tem občutkom zgodilo. Še razširite, še bolj. Neskončno, večje kot vesolje naredite. Kaj se je zdaj zgodilo s tem? Mi bo kdo kaj napisal?
Živjo, Marjetka. No, kaj se je zdaj s tem naredili, s to neko skrbjo? A je še sploh? Je ni več. Ne? Torej, če ste delovali, glede na to, da mi noben nič ne napiše, ne vem, mogoče ste zaspali, ne vem. Torej, če delujete z neke laži, če je bila to neka laž, iz katere ste delovali, in če naredite neskončno, to je pač se razblini. Če je pa nekaj, kar je res, a ne, no, nada pravi, razpršil se je. Ja, to je, če delujete iz neke laži, če je bila to neka laž, iz katere ste delovali, dejansko se to, ko naredimo neskončno, se to razprši. Če pa nekaj je res, potem bo pa postalo bolj intenzivno, okej? Tako da na ta način tudi lahko vse te neke težke občutke, razblinite. Pa naslednja stvar je večji prostor, kot boste, Milena pravi, elastično čutim. Samo še povečaj, tako da se še večje to naredi. Torej naslednja stvar je, da boste imele več oziroma imeli več lahkotnosti, ne samo v teh časih, v kadarkoli, torej se čim bolj razširite, energijsko se čim bolj razširite. In sicer lahko se vprašate, okej, koliko prostora moram zavzeti, da vse to na mene ne bo imelo takega vpliva. In se boste vi kot bitje postanete na podlagi tega vprašanja, se razširite, okej. Mi pa zdaj, ko imam jaz tele ta srečanja, ko imamo, zjutraj 100-krat ponavljamo mantro pa zvečer ponavljamo 100-krat mantro, zdajle ob 8 imamo spet, tako da sem rekla, če hitro skočim sem. Torej, vedno zjutraj pač naredimo, pač gremo tako, rečemo, pač 100 milijonov kilometrov se razširimo oziroma se razširimo čez celo vesolje, ker je pravzaprav toliko težje zdaj na tem planetu, da, je treba se toliko razširiti. In če za vas to deluje, se tudi toliko razširite, a ne. Lahko rečete, lahko greste tako postopoma, najprej, ne vem, 10 metrov iz svojega telesa, pa 100 metrov iz svojega telesa, pa kilometer iz svojega telesa, na vse strani se širite, tudi dol, gor, levo, desno, spredaj, zadaj. Pol 10 kilometrov, 100 kilometrov, 1000 kilometrov, 10 000 kilometrov in tako naprej, milijon kilometrov, dokler, ne pridete do 100 kilometrov ali pa pač, da se razširite čez celo vesolje, kar deluje za vas, a ne. In kot vidite, zdajle že pravzaprav, ko jaz to govorim, že postajate tako širše, prostorsko večje, in to spet je, samo ko rečem, okej, samo razširim se 100 milijonov kilometrov na vse strani, se to že naredi, okej. Torej, če boste to vsako jutro naredili oziroma vsakič, ko vam nekdo nekaj predaja, neke poglede, namesto da greste v kontrakcijo, da greste v neko kompresijo, da se pomanjšate zato, da bi to osebo skušali razumeti, se razširite. Torej, kakšna ekspanzija ste lahko. Ne, torej vsepovsod, kjer imate neke avtomatizme in greste vsakič avtomatsko se energijsko pomanjšate oziroma skrčite ta prostor, kar ste, bi bili pripravljeni vse to kratkoziljone razgraditi in uničiti. Right and wrong, uite mai până pe acolo, shorts, boys and beyonds. In to je tudi vsepovsod, kjer uporabljate to, da se krčite, da greste v kontrakcijo, zato da se prilegate v neki odnos, da se prilegate v to resničnost, bi bili pripravljeni vse to kratkoziljone razgraditi in uničiti. Right and wrong, uite mai până pe acolo, shorts, boys and beyonds. Torej, večji kot boste, energijsko večji prostor, a ne, kot boste, lažje bo, lahkotnejše vam bo. In dajmo narediti tudi še eno stvar, dajmo tako, dajte potisniti vse te energijske bariere navzdol, vse, kar imate tako postavljeno pred svetom, tako pač ste neke energijske pregrade, zidove, ki ste jih postavili. Dajmo vse to dol potisniti, vsaj za teh par minut, ker bomo čez skupaj, pol jih lahko si spet nazaj vzpostavite. In zdaj to energijo sebe zaznajte in se razširite, dajmo reči najprej 1 kilometer na vse strani. To zavedanje se razširi, zavedanje sebe. Ker mi v Accessu govorimo, da smo neskončna bitja, in smo lahko tako veliki, res brezmejni smo lahko, čez celo vesolje pa še onkraj lahko gremo. Torej najprej 1 kilometer na vse strani se razširite, pol 10 kilometrov na vse strani, 100 kilometrov, 1000 kilometrov. In to se samo tako naredi. Ene ste že, itak ste se že ful razširile prej.
pol 1000 kilometrov na vse strani, ali to smo že rekli, potem 10 000 kilometrov na vse strani, 100 000 kilometrov na vse strani, zdaj vidite tudi Zemljo, lahko če pogledate nazaj, vidite lahko Zemljo. In tudi zaobjemite tudi Luno in zaobjemite to temno stran Lune, torej to stran Lune, ki jo nikoli ne vidimo, in vprašajte potem, da vam prispeva pri kreaciji boljše resničnosti, večje resničnosti, več možnosti. To je neko zadnje zavedanje, ki je prišlo v Accessu zdajle pred kratkim in meni je ful všeč energija tega, da zaobjamemo to temno stran Lune, ki je nikoli ne vidimo, ki pravzaprav ne vemo, kaj je na tej strani, in jo vprašamo potem, da prispeva. In to lahko vsak dan naredite tako 10 do 30 sekund in res vprašate potem, da vam to prispeva. In vidite, da je prav tako neka lahkotnost je nastala, a ne. In če boste to vsak dan počeli, če boste se vsak dan razširili, boste sčasoma postali ta prostor. A ne? In pol, torej ful vam bo pomagalo to, no, to lahko, težko in te neke težke občutke tudi da naredite, raztegnete, naredite večje kot vesolje in bo vse, kar ni res, vse, kar ste pobrali od kogarkoli, neke poglede tudi in niso za vas res, ampak delujete iz neke laži. Če to raztegnete, naredite neskončno, bo to se razblinalo. In tako pa tudi to pač, komu to pripada, vse to, kar sem govorila, vse to vam bo omogočilo, da ohranite to svojo energijo, torej da ostanete, kako bi rekla, ta trdna skala v toku reke. Lahko tudi uporabljate zanimiv pogled, da imam takšen pogled, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. To si poglejte, ali kak prejšnji video. Imate v videoknjižnici, imate tukaj na desetine videov raznoraznih. Lahko tudi na moji drugi poslovni Facebook strani, to je Barbara Mali, tam je tudi cel kup videov, tako da si lahko tudi tam več pogledate o zanimivem pogledu. Bi pa še, torej pač, da vse, kar drugi počnejo, zanimiv pogled, vse, kar mi počnemo, govorimo, zanimiv pogled, in tako na tak način razelektrimo naboj tega, a ne. In pol še ena stvar, ki sem jo že omenila, mantra Accessova. Torej, če boste ponavljali Accessovo mantro, zdaj, če ste do zdaj ponavljali 10-krat zjutraj pa 10-krat zvečer, jo dajte zdaj 100-krat zjutraj pa 100-krat zvečer in boste skreirali ful več lahkotnosti. Ker, ja, mislim tako, res je super, no. Tako da dejansko pač niste pol pod vplivom tega vsega, kar se zdaj dogaja, a ne. Tako da predvsem pa, no, to, kar sem želela reči, da pač mislim, tako tudi ne vem, nekje sem slišala, vsi nekaj smrkajo pa ne vem kaj. Dajte se prosim vprašati, komu to pripada, ne tukaj, da imate, ne vem, karkoli, da ste zboleli, samo res, komu to pripada, turbo. Pa tudi neke, recimo, če se počutite tako nekaj tesnobne ali pa nekaj tako, kot da vas je strah, a ne, dajte se tudi vprašati za to, komu to pripada. In tukaj mogoče na tem mestu bi bilo še tudi super, da povem to razliko, ne. Ko veliko ljudi govori, da jih je strah, a ne, ampak strah je na fiziološki ravni zelo podoben občutek kot vznemirjenje. In ko smo bili mali, smo bili velikokrat vznemirjeni in smo šli na kake, ne vem, tobogane ali pa izlete ali pa so nas kam peljali in smo mi bili tako, ne, in nam je kdo rekel: "Naj te ne bo strah, a ne, saj bo vse super." In smo imeli pol ta občutek vznemirjenja smo rekli: to je zdaj strah." In zdaj vsakič, ko se prikaže ta občutek vznemirjenja, rečemo: kako me je strah, kako me je strah." In to je laž, iz katere delujemo, in potem, če delujemo iz laži, smo pod vplivom tega, a ne, smo skozi pod vplivom. Zato se zdaj naslednjič se vprašajte, ko bo kaj takega, si recite: "Okej, resnica je to strah ali resnica je to vznemirjenje." In tisto, kar je lahkotnejše, tisto je vaša resnica. In jaz za sebe vem, da sem vznemirjena, tako ker je skozi se nekaj novega, skozi se nekaj dogaja. Mislim, skozi se nekaj dogaja, skozi so neke nove stvari, neki novi ukrepi. Ja, ampak to naj vam ne prepreči, da bi kreirali svojo resničnost tukaj in zdaj, okej? In vsa ta orodja, ki sem jih naštela, vam bojo pomagala, da ostanete, tako bi rekla, osrediščeni vse po tej svoji energiji, da poskrbite tudi na ta način, kako bi rekla, za energijsko čiščenje, če lahko temu tako rečem, da odstranite vse tisto, kar ni vaše, in da vi še naprej
kreirate svojo prihodnost oziroma svojo resničnost, a ne. In ja, tudi motečih vsadkov je zdaj veliko, tudi entitet se je veliko, zdaj je pač kako bi rekla, ne vem, ali je tako, je čas, da jih odstranimo, ali se tako pač privzdiguje, zato ker se tudi zavest ljudi se ful povečuje in ko ljudje postajajo bolj zavestni, te entitete, ki smo jih kadarkoli povabili v svoje telo, dejansko pač nimajo več nadzora nad našim telesom in želijo oditi, a ne, tako da, morate vedeti, da vse hkrati poteka, izključno z višanjem pač vibracije Zemlje oziroma zavesti na celi Zemlji in, ja, lahko je kar zelo intenzivno, zato ta orodja zdaj res turbo uporabljajte. Predvsem pa res to, da delujete iz zavedanja, da ne kupujete pogledov drugih ljudi in se vedno vprašate, vedno gledate, ke mi je to lahkotno ali mi je to težko. In seveda, ja, torej takoj, ko greste v neko strinjanje, pridruževanje, odpiranje, reagiranje, že to začnete strjevati, že, začnete to kreirati kot svojo resničnost, a ne, tako da, tudi zanimiv pogled, turbo. Tako da tole, evo, zdaj pa moram iti. Naj vam bo tale, video v prispevek. Bom pa odspodaj tudi še objavila pod tem videom en članek, ki sem ga zdajle čisto nazadnje napisala, ki je na mojem blogu in ima tam noter so tudi, povezave do videov na oni ta drugi moji, torej tej Facebook poslovni strani Barbara Mali, kjer so predstavljena ta orodja. Zanimiv pogled, komu to pripada. Pol je še en čistilni proces tudi, kakšno kreacijo te energije uporabljam, da potrjujem resničnosti drugih ljudi, ta je odličen tudi za zdaj. Tako da si lahko tudi tam poklikate pa pogledate, pa v prakso dajte to. Začnite to, uporabljati, okej? Lepo se imejte in, ratalo nam bo, ni druge. Adijo, čao, čao.